Prvo vprašanje po točko razno se glasi, ali ljudje dihajo čez nos. Imamo že prijavljene k razpravi. Najprej bo svoje mnenje podala bivša ministrica. Gospa Pivec, izvolite. Tak je, jaz pa moj sin sva probala in če se primaš za nos, potem ne vneš. In da smo še živa, lahko dokažemo s fotkami in objavami. Tako da je to, kar se mene tiče, neizpodbiten dokaz, da gre za še eno laž nosnega lobija, ki pač zahteva svoj del pogače. Ne vem, kako ste vi izvajali ta test, ampak če se jaz primem za nos, zanesljivo težje diham. Poleg tega smo pa v poslanski skupini Levica naredili svoj test in ugotovili, da gredim čez usta in nos. Tako da menimo, da je nos enakopraven. Dihanje skozi nos, lepo vas prosim, kaj bo naslednje? Razmišljanje z glavo ali kva? Dihanje čez nos je klasičen srbizem in to vem, za take stvari imam pač nos. Slovenci smo in bomo vedno dihali samo skozi usta in tako bo tudi tu stali. Ne vem sicer, če sta dihanje pa vohanje kaj povezano, ampak jaz imam že celo sejo telegate gor, ker sem maska pa zabila in bom rekla tako, da če sta povezana, potem je nos definitivno sumljiv. Usta ali nos vseeno je, ker Slovenci vedno bolj dihamo na škrge, ampak ker noben ne ve, kje zdaj točno so te škrge, a ne, pač mora biti površina obraža čim bolj dostopna. Moj škrg ne bo noben pokrival, ker jaz pač moram dihati, ne, tako da... Točno to, če bi bil nos tako pomemben organ, ga zanesljivo ne bi vtekali v vsako stvar, tako da kljub insinuacijam strojem bom ponosno nadaljevala svoj boj. Glede na to, da zbolevajo ljudje, ki so imeli pokrit tudi nos, je očitno, da dihanje nima nobene veze z usti ali nosom. Problem so seveda oči in dokler bomo imeli odprte oči, bo virus ostal z nami. Tako da, če nečeste gledati bolnih ljudi, si bo treba zavezati oči